Tole je Rud, zobozdravnik pa to. Sicer sem opazila luknjico. A ja? Ti pa te kaj boli? Ja še, ni velika, poglej. Čist mehna je, to ni se opaz. Čist drugačna kot po Foxnerju. Je večja? Veš kaj, verjetno, ker njega pa že boli. Foxner, a je tako? No. Ampak niš. On se boji zobozdravnika. Jaz se ga malo boli. Ojo, zgo pa. Saj veš, vrtanje po sobih in to me dato boli. Ne razumem. Foxner, ori. Foxner! Hej, zgrabila ga je panika! Lej, ušel je! Lej, pa težko za njim! Oba se poženeva za njim. K zobozdravniku mora. Ej, a ste ga videli? A ste videli Foxnerja? Ne. Kako ga niste videli? Že dolgo se ni sprehajal tu. Pa se on se nas prehaja. Kaj pa je naredil? Ja, beži. Beži? Ja. Boji se zobozdravnika. Ej, a ga poiščemo? Ja! Gremo! Medtem, ko skupaj z otroki iščemo Foxnerja, Rud, si tukaj? Ni. zobozdravniška čakalnica sameva, midva z Rud in njenimi prijatelji pa imava iskalno akcijo za strahopetnim lisjakom. Ta se nam vedno znova uspešno izmuzne. Strah pred zobozdravnikom je očitno močnejši od bolečin. Dr. Renata Foxnerja danes očitno ne bo videla. Drži ga, da ne bo spet pobegnil. Pa se ga drži, pa vidiš, da ga držim, no. Rud, pozdravljena, na vrsti si. Pozdravljeni. Pozdravljena, Rud. Kar izvoli na stol. A bi mogoče kdo drug prej? Foxner, a bi vi? A da ne? Medtem, ko imam jaz polne roke dela s prestrašenim Foxnerjem, Rud pogumno sede na zobozdravniški stol. Zdaj bova medve samo malce pregledale zobke. Prav, pogledale, če imaš kako lukenco. Zelo pridna. Samo tukaj je ena mala lukenca. Tole, to bo pa treba malo popraviti. Bo šlo? Veš, kaj bova naredila? Malo bova povrtale, odstranile bakterije, potem pa zaprle s plombico, prav? Dosti bo vodice, takole, evo, malo bova pošpricale. Je super, boli kaj? Dejva še malo. Super, čudovito. Premažemo, evo, posvetimo z lučkico. Si v redu? Uživaš? Krasno. Evo, napolnemo. Še enkrat posvetimo in je končano. Super. Zdaj pa zagrizi, poskusi. Petka, bravo. S četko si jih umivam vsak dan, zjutraj in zvečer, pa tudi z zobno nitko. Tako je prav, zelo pridna si. Naslednji pa je Foxner. Gospod Foxner, pirat. Pa saj ni tako grozno. Foxner? A se to vi, ko bojite vrtanja ali kaj? Foxner se nič ne boli. Vprašajte Rud. Skoraj nič, častna. Gospod doktor, kako je s Foxnerjem? Bo preživel? Je vse v redu z njim? Pepe, bolel ga mlečni zob, majal se mu je, ampak je vse v redu. No, Tako da lahko greste. lahko gremo. No. Ampak, Pepe, počakajte. Pejte še vi malo na stol pokazati zobe. Ne, veste, moje zobje so pa v redu. Res? Samo Moji da zobje so čisto. pogledamo. Samo pogledamo, da vidimo, da ni kake luknjice. Veste lepa, naslednji mesec bi jutri puštaš tam, veste, kam se mi mudi na nastop. Res? Ma ne šans!
Groza! Zobozdravnica Renata hoče vrtati po mojih zobeh. A ona sploh ve, kako nevzdržne bolečine so to? Očitno ne. Poženem se v beg in z zadnjimi močmi pritečem na prizorišče današnjega nastopa. Z otroki moramo postaviti oder, naslikati pano in pripraviti vse drugo potrebno za današnji koncert. Tako lahko z Ruth in Foxnerjem pozabimo na težave z zobmi. Naj se največji žur v mestu začne. Foxner, a vam povem, kaj je bilo pri zobozdravnici? No, za začetek mi je dala 2 plombi, potem me je pa kar precej močno oštela, ker si premalo umivam zobe. Ja. In povem vam, ko mi je vrtala, mene pa je bolelo, mene pa je. To pa samo zato, ker sem prišel prepozno. 10 let nisem bil pri zobozdravniku. Kaj? No, 15 let nisem bil. Ok. 20 let nisem bil pri zobozdravniku. In še dobro, da sploh imam kakšne zobe. Pejva, zobozdravnik, ja ali ne? Ja, saj so prijazni in pomagajo nam. Pomagajo. Kako to misliš? Če te boli zob, recimo. Če imaš tudi ti kakšen podoben strah ali stisko, se obrni na odraslega, ki mu zaupaš, ali pa pokliči na Tom telefon. Telefon za otroke in mladino.